Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. V svoji družbi lepo pozdravljam igralca, ki so ga zaznamovale številne vloge, ki so se zapisale v srca Slovencev. Je pa multitalentiran, že sedaj, ko sva se pred pogovorom pogovarjala, zanima ga 101 stvar. Napisal je otroške knjige, sinhronizira risanke, igra v gledališču, na televiziji, v filmu, kaj vse še počne, pa nam bo povedal kar sam. Z mano je Jernej Kuntner. Lepo pozdravljeni. Živijo, pozdravljena. Kako ste kaj, ko sva se dogovarjali za intervju, ste rekli, bova probala poiskati eno okno oziroma eno linico časa, da pridem v studio in nama je uspelo. Nama je uspelo. Kaj vse vas zaposluje te dni? Ja, zdaj ta teden še imam samo predstave, pa pol nekako sem mogoče mislil, da bom že moral risanko začeti, ampak se še malo čakajo neki voice testi bodo. Drug teden imam predstave, pa samo risanke, potem tisti tretji teden se mi pa začne pa napolno. Imam pa vaje dopoldne in zvečer v teatru in popoldne v risanke in to se pol vleče nekje do konca novembra. Zato sem rekel, da morava zdaj najti nekaj, eno linico. In nama je uspelo, sem zelo vesela. Zdaj prosila sem, da v studio prinesete 3 predmete, nekoliko več jih je, ampak vsi so zelo zanimivi. S katerim bova začela? Ja, dajte vi predlagati, namreč meni... Dajva mogoče tole... Brtin? Dajva Brtin. Brtin kot vrteti, a ne? Staro slovensko, bi rekel staro venecko. To je Oskar Kogoj, dizajn. Tudi on je tukaj podpisan. In to je staroslovenska, bi rekel, čarovniška palica. Ne? To je imel gospodar, tisti, ki se je malo bolj spoznal na te moči, ki jih človek ima. A ne? In jih potem s tem vrtenjem pojačaš. Ne? Tako da prav čarovniška palica, ki jo pa lahko drži samo gospodar. Osnovni Brtin je bil izdelan iz nagnojevega lesa, ki pravzaprav praktično ne propade. Ne? Nagnoj. Dren je trd ampak nagnoj je pa je večen. Ne? No in iz nagnojevega, tako da zdaj ne vem, ta ničis iz nagnojevega, no, je iz drena. Potem je tukaj on mal s svojim dizajnom ga seveda izdelal in svojim znanjem, Oskar Kogoj, tukaj naredil ta trikotnik, ki verjetno že ta trikotnik je bil, ker iz stare venecke kulture izhaja 3 možjat, 3 božjat, 3 glav, ne? Vse je v 3, in tudi piramide so v 3, ne? In posebne energije nosijo. Tukaj noter je dal pa nek poseben materializiran prah Sai Babe. On je njega poznal, sta bila osebna prijatelja in ta gospod je materializiral nek prah, ki pomaga človeku učarati v dobro človeštvo. In kaj začarate doma? Prej ste omenili, ko Roglič tekmuje, ko Pogačar... Rogla vozil, ko je Pogačar vozil, ko sem mu dajal moč, ne, in je lepo poganjal. Počasih pa tudi ne seže tako daleč, ne, recimo iz slovenskih Alp v francoske Alpe, ki je pa enkrat lanske tedaj je pa omagal Pogačar, pa sem jaz mu nabijal energijo in vse in ga čaral, pa ni šlo. Ne. Tako da včasih so pa tudi kakšne blokade, ne rata vedno. No. Zelo zanimiv predmet. Ja, to je Brtin, ja. To je staro slovensko in samo gospodar je imel in jo je imel na štoku v bistvu od vrat, se pravi na okvirju od vrat, gor na portalu in je pač samo on se dotikal in kadar je bilo treba. In to so tudi zdravili načeloma. Neplodnost žensk so zdravili, pomagali porodnici. Skratka vse, za dobro letino, tudi za kaljenje semen, ko so bila semena doma narejena, preden so jih vrgali v zemljo, so jih nabili z energijo lepo, da smo ratovali, da nam je ratalo živeti v tem težkem alpskem svetu. Verjamete v te energije? Jih čutite? Ja, tudi čutim, ja. Čutim in verjamem že od nekdaj. Že ko sem bil mehen, sem jaz to tako vedno čutil, pa vseeno. Zdaj pa, ko sem malo vedno starejši, sem vedno bolj senzibiliziral oziroma razvijal te občutke. No, in ni pa, da bi se počutil tako močnega, da bi v bistvu lahko zdravo ali pa pomagal. Ali pa možno, da imam, ampak nisem šel nikoli prav tako se bi rekel, da bi se šel kaj spopolnjevati ali pa da bi lahko ker imam tudi tokenega dela, da niti nimam časa. Ja, ko smo pri delu,
Tole je vse nastalo izpod vaših. Ja, to sem jaz napisal. Ja. To so otroške pravljice? Ja, ta zadnja, če greva od zadaj, se pravi od zdaj proti nazaj. To je lansko leto, smo izdali to Berto pri Celjskem Horjevi. To je Bertica, srnica Berta s krasnimi ilustracijami Polone Lovšin. Govori o srnici, ki je mogoče malo drugačna, ki ni taka kot vse srnice. Ne vem, je lahko bolj pametna kot srnice, lahko je bolj debeluška kot ker se ne sme zdaj prav več govoriti, aj debel ali ni. Originalni naslov ni bil Berta, je bil Debela Berta. Dobro ste me izvali, ja, res je. Se pravi, tukaj šokantno lahko govorijo. Ja, prav, opozorili so me, da to pa ni korektno. Da to pa ne moramo. No pa dejmo, spustiti Debela Berta. Potem so me opozorili na Celjskem Horjevi, me je gospa, ta glavna urednica, šefica me je opozorila, da v bistvu tudi, ne samo zato, da to njih ni motil Debela, da ni korektno, da Debela Berta ima nek prizvok na Štajerskem, ker je bila ta ena gospa, ki je tam čez mejo na Šentilju prodajala, je imela trgovino in se vsi spominjajo kot Debela Berta in bi to preveč štajerski svet zapeljali. Po drugi strani pa jaz vem, da je Debela Berta in zato sem dal tudi dvoumni naslov takrat, ker mi je prišlo do tega, da bi bila ona debeluška in potem se zgodi nek življenjski preobrat in ona pride ujeklenena in lepa in sloka in vse. Vem pa, da je Debela Berta je pa top tudi, iz prve svetovne vojne en tak ogromen top, ki se je imenoval Debela Berta, Dedike Berta. Ampak zato sem zanalašč dal, da je to pač. Všeč mi je, da nisem eno pomensko, da najdeš tudi v zgodovini nek drug pomen. Ampak pač smo se morali znebiti, pa se je tudi lepo. Tudi v redu. Zdaj je politično korektno. Zdaj je politično korektno, Berta in ljudje bojo sami videli, ko bojo prebrali kaj in kako. Okay, potem gremo lahko kronološko tlele. Vmes bi morala biti še en Robin, sem nažalost še ni izšla knjigica. To je pa Robin, to je pa po Robin Food, ki je ta gospod, ki je to pravzaprav mi naročil, je meni pa Katji Božič. No, mi da z Katjo Božič sva tukaj, vaša kolegica novinarska, sva tole napisala skupaj, ker sva morala neka različna znanja imeti in sva lepo, se mi zdi, po Robin Foodu, po tej trgovinah, ki jih je imel v Ljubljani, pa mislim, da je po Sloveniji. No, pa potem je pa prišla ideja, da bi bil ta fantek Robin Food, ki skrbi za hrano, da se nič ne zavrže in da otroci to berejo in tako. No, tako da tle smo tega Robina. Potem je še Krtek. In potem je še Krtek, Beli Krtek Albin, ta je pa moja prva iz 2014. Jo potem ilustrirala Nana Homovec na začetku 2006, ko sem se začel dogovarjati na didakti, sem pa si želel, da bi Jelka Reichmann ilustrirala, in je tudi sprejela, je prebrala in je rekla bom, ampak potem je ona imela tudi toliko dela, da niti ene linice ni našla, in so se potem morala nekako po enih 4 letih, tam nekje 2010, so se morala raziti sporazumno, da ne bova se čakala več, ker je nemogoče, ona je Ciciban še takrat risala, pa tret pa se. No, in potem smo dobili pa to ta mlado punčko in smo pa to izdali. Beli Krtek Albin. Je še kakšna v nastajanju? Je v nastajanju, sem seveda tega prav ne smem kaj prav dosti govoriti. Ena je v nastajanju, seveda, ja mogoče še povem, da so načeloma vse te, tale je že dobila tudi svojo tipanko, to je pa knjige za slepe in slabovidne in seveda prilagojene v lahko branje, ker sem tudi ambasador lahkega branja, slovenskega, tudi prirejeno lahko branje, da lahko ljudje s posebnimi potrebami preberejo to knjigico in jo lahko potipajo. Se pravi, to so pa unikati. 20 jih je bilo narejenih, Bert, tako da to prihaja tudi še ena moja, ki je pa seveda, kar ne smem govoriti, ker bom pisal tako in nastane tudi tipanka. Pa še eno zgodbo imam pa v mislih, ki pa mogoče ne bi bila več prav slikanica, ampak mogoče že malo bolj tako na neko povest. Nekaj me žre in bi rad obdelal ta alpski svet, bomo videli. In še tale prav poseben predmet, še tale prav poseben, knjiga. To je pa spominska knjiga,
spominska knjigica moja, ki je jaz potem nekako nisem več, to je iz leta 78, takrat sem bil 8 let star, pa mi je dedi, mi je risal, dedi je zelo lepo znal risati in je potem vsaj za te prve vse je kar dedi narisal. Pa to na Delavski ulici, kjer sta živela babi pa dedi, pa sta se ona da podpisala, pa pol je sam on, ki je violino igral, vedno je gajge špilil, gajge, ne, po nemško pa je vedno pa pretegnil. In tako da je on narisal, pa so mi pa še drugi pa učiteljice, pa tako, nekako pa nisem, ker sem imel vedno en tak odnos do te knjige, nisem pol to dajal sošolcem pa sošolkam, ki seveda ne bi verjetno znali tudi ne tako lepo narisati, ampak mi je malo žal, no, da nimam zdaj kakšnih teh. In oče vam je, ne, prej ste mi razkrili prav osebno za vas napisal pesem. Ja, to naj pa napisal, oče mi je pa napisal eno pesemco, to so zdaj, čakaj, to so še prababice. Izredno lepe ilustracije. Ja, pa strice, to. No, pa je pa, to je še učiteljica, prvi razred, drugi razred. No, nekje sem pol se ustavil, se mi zdi, no, in to je pa oče, ne, lepo, narisal mi je 4 resno. Za srečo. Deteljico za srečo. Življenje je težka veslaška pot, preko morja, utvar in zmot. Večkrat je treba plavati vmes, zmagati je priti čez. No, to mojemu je ne za spomin. 9 let sem bil star, ne, takrat, ko mi je to napisal. Ne. Tako, to so te neke zgodbice, ki sem jih v življenju preko knjig. Mogoče sem imel pa še en predmet, ki je pa tale, ne. To je pa mogoče tako zanimiv, ki je modern. Ne. Aha. To je pa modern prstan. Ob 30-letnici, zdaj so bila z ženo, so poznala letos 30 let, so bila na Škotskem in so oba gledala, čeprav jaz pa nisem bil več tako navdušen, serija Outlander, mislim, da je bilo po slovensko Tujka. Jaz sem skozi na moškega mislil, ne, ker je tam ženska in on, ampak nikoli nisem na žensko pomislil, ne, verjetno Highlander, pa ki so bili tisti filmi. In sem pa vedno, ker je da je v tem moškem, ne, v bistvu je pa res o njej, ne, v slovenščini Tujka. In je v tem škotskem, keltskem, v keltskih teh nekih motivih, ne, noter je tudi ta osad, thistle, ki oni rečejo, ne, osad, ki je pa simbol Škotske. Na vsakem moment se nekje pojavi ta osadni cvet, ki je simbol Škotske. Zakaj pa je simbol Škotske? Ker so takrat, ko so se oni borili tam 1700, ko so se borili z Angleži, so enkrat Angleži hoteli jih presenetiti, te Škote, to so bili ti Robert Bruce, pa kaj so William Wallace, pa Robert Bruce, pa to so bili njihovi voditelji, te Braveheart, ne. In so oni nekako so spali in so jih Angleži hoteli pa presenetiti in so jih pravzaprav presenetili, ker so se pa sezuli in so bosi hodili po noč, da jih bojo napadli. No, je pa en nagazil, je pa en pohodil osad, se zadrl, in pa so se Škoti zbudili in pa so jih pa zmasakrirali. Tako da zato je simbol nekak Škotske, pa iz tega filma je, no, oziroma serije Outlander in simbolično za 30 let. No, tako mogoče, tak. 30 let. A obstaja kakšen recept za tako dolg in uspešen zakon? Ja. Obstaja kakšna skrivna? Mislim, skrivna ost, ne, da bi kakšna skrivna ost ostajala. Mislim, veste kako, včasih je tega več bilo, mislim, da sem mogoče obstala nekje v 80-ih, ne, z ženo, no, 10 let so bila stara, ampak mentalno, da nekako velikrat iščeš kompromise, pogovarjaš se, nisva, noben od najdveh ni pravzaprav egocentrik, ne, da bi se vse samo okrog njega vrteli, veva, tudi oba dva sta empatična, empatijo, a ne, malo razvito, in se mi zdi, da to pomaga, da se potem nekako ta zaljubljenost pretransponira, bi rekel, v globoko prijateljstvo in tudi se ohranjaš zaljubljenost na nek način, ne, ampak seveda ne takrat kot mlad, da nastaja to globoko, bi rekel, ta globok odnos, ki je včasih bil kar reden, no. Sej se vedno nekaj skregaš, pa vedno nekaj najdeš, pa vedno nekaj, ne, recimo, se dogaja, ni da bi bilo, bi rekel, idealno, ne, perfect couple, ne, ali kaj tako. Ne, krasno se imava, lepo, ampak seveda, jaz sem slabe volje, ona nekaj, ampak seveda greš čez to, premagaš to s pogovorom, z sočutjem, ne. Tako da to je recept, ne.
pogovarjati se, veliko, pa spoštovati se predvsem, ne. Pa sebe malo pozabiti. Mogoče ljudje so res preegocentrični, prehitro, momentalno, tukaj in zdaj, zadovolitev zdaj, ne mislim, da spolne zadovolitev, ampak zadovolitev vseh potreb zdaj. Ne, neko hrepenenje tudi mora biti, človek mora hrepeneti, da se pol, ali pa mogoče, da odložiš zadovoljstvo, odložiš trenutek zadovolitve na malo kasnejši in s tem hrepeniš naprej in te žene krasno življenje naprej. Če si pa takoj zadovoljuješ vse neke potrebe, je res življenje, verjetno mora biti res grozen. Dolgočasno, skozi moraš imeti nek načrt, bom zamaknil tisto veselje tja, pa bom do tja. Mislim, to so stare šole, ki se res mogoče v tem modernem, hitrem svetu zgubljajo. Bi rekel, ne vem, te judo-krščanske moralni nek okvir, ne? Bi rekel, da poenostaviš, ne? Teh 10 zapovedi, ne? 10 zapovedi ni to neki bi rekel, cerkveno. To je božje, to je univerzalno, to je vesoljno. To je od vseh, to je od vseh ver, to je od vseh, bi rekel, ideologij, bi morali biti, no. Ker brez tega, pa se mi zdi res, smo na poti v kaos. Če ni spoštovanja teh osnovnih, ker pa je pa res lahko vse. In vse je kaos, ne. Ne more biti, civilizacija ne funkcionira tako. Se bojim pa. Pa ste ta način mišljenja prenesli svoje primarne družine, ste bili tako vzgojeni, sta tudi mama in oče gojila tak odnos? Ja, seveda, tudi. Seveda, seveda, pa ne samo od očeta, od mame, tudi od dedkov in babica, ne, vsi so bili nekako, veš, noben ni bil ločen, mislim, če ne gre, jasno, ne zagovarjam, da se ne ločati, ne, ampak velikokrat je treba poskusiti, ne, si najti pomoč, če ne gre, recimo, da če govoriva malo vzgojno za zdaj v tem podcastu, ne smeš samo kar naenkrat, ja, zdaj pa to pa ne gre več, jaz mu pa nam več prala, jaz pa ne bom več tam, kva zdaj ne boš ti več prala, kaj zdaj, pa se ni to zdaj neko služne lastništvo, ne, ampak je skupno neka zgodba, ki seveda, če pa ne gre in če je jasno nasilje in ne vem kva vse, to pa jasno, ne zagovarjam nič, da ne bo kdo tako razumel, ne. Ampak če je normalno, pa da se pač nekako malo naveličaš, najdeš neki moment, da ga najdeš na novo, da na novo spodbudiš rast te rastlince, tega kalčka, no, da zraste. Ne. Vendarle ne, po drugi strani pa že celo življenje ste igralec, to pa je en tak divji svet, lahko bi verjetno zašli s poti, ne? Kako ste ohranjali to ravnovesje? Vedno radi poudarjate, da družina je za vas sveta in da... Tako je, ja. Družina je, jaz sem vedno, pa še Mercatorja sem igral, ne, ki je bil tak malo mafic, pa to, ne, pa iz Sicilije doma, pa, ne, in sem vedno, takrat je tudi, ampak ni, no, bom pa to zdaj, no, vedno sem nekako govoril o mafiji, ne, mafija tudi, ne, vse so seveda butli, ne, jasno, ne robe razumeti, da jih zagovarjam, ampak vedno je pa družina. Ne. Oni grejo ven v divjino, v džunglo, mestno, vse to, potem pa se vračajo domov v mir. In tako sem nekako se jaz vračal. Šel sem v džunglo, umetniško, in potem se vračal domov in imel svoj mir in vse. Tako da to mi je uspel, ne, to mi je ratal. In takrat istočasno je moj brat bil v Ameriki, je delal doktorat in on mi piše, jaz sem pa takrat skozi snemal, to je bilo 99 do 2005 do 2006 sem skozi tiste začetne snemanja imel Mercatorij pa vse. No in takrat je istočasno v Ameriki moj brat že gledal Sopranotove, jaz pa nisem imel časa to sploh gledati. In jaz sem isto pravzaprav razvijal kot neke vrste Sopranota tukaj, on Sopranota tam, jaz tam imel sem te mafijske prstančke, pa to in so mi ljudje govorili, ki so že gledali, ja, ti pa Soprano, a? In jaz nisem sploh štekal kaj, jaz nisem gledal, nisem imel časa gledati, ker sem imel vsak večer predstave, nastope, čez dan smo snemali, otroci so mehni bili, če sem pol z njimi šel ven, pa tako, nekako nisem uspel. In sem šele pol, ko se je malo umirili, tam tiste prvi šus, 10-letni, tam nekaj 2-6, sem jaz pol začel to za nazaj gledati.
In sem videl, zdaj pa razumem, kaj je meni tu pa tam folk govoril, o soprano tu pa, ti pa soprano pa, ne, nekako ne. Ampak ni, jaz sem to razvijal čisto intuitivno, vedno so mi bili, rad sem gledal te ameriške filme o italijanski mafiji, to mi je bilo vedno De Niro pa to krasen, ne. Verjetno sem zato tam vzljubil neko in sem tam neke elemente videl in potem razvijal sam tega, ampak pač neke usporednice so bile pol s tem sopranotom. Vem, ker veliko ljudi mi je to takrat govorili, pa jaz nisem vedel, o čem govorijo. Ni problema, jaz je to. Zdaj omenili ste že Mercatorija, to je tak legendarni lik, potem Pšemek, pa v številnih serijah slovenskih ste igrali, od županov do poslancov. Kateri lik mogoče je bil najbolj podoben Jerneju? Dobro, sem se že pripravljal na eno drugo dobro vprašanje, ja. Da ste največ sebe pristnega dali v lik. Če zdaj takole gledam, sem vedno samo, to so meni tudi vmes, ko so me ljudje kakšni analizirali, so rekli, da sem kreator likov, ne? Da nisem kakšen plagiator ali pa kaj tam, da sem kreator, da kreiram like. In zdaj, če to prvič, pravzaprav se pogovarjam na ta način, v bistvu so vsi Jernej, ne, vsi so jaz sem vsazga, tudi Pšemek, kakorkoli je butast, neroden, čmoknast, ne, naiven, evo, tu je Kuntner, ne, naiven, ampak ne neumen, ne, sej naiven ne pomeni neumen, ne, naiven pomeni dobrohoten, odprt in si potem izpadeš lahko naiven, ne, ker misliš, da vsi tako mislijo, kot ti, ne. Recimo Pšemek je bil tak. Pa Mercatorij je bil že, so neke druge zgodbe, sem pa ufuril neko Jernejevo ljubezen do italijanščine, ker moja nona je bila Italijanka. In sem mogoče to nekako, in je bil spet Jernej. Ne vem, pol, kaj smo imeli naprej pri Đurotu, brat bratov, ne vem, tist sem bil nor, tist je bilo res, mogoče sem edini, ki je bil lik že narejen iz angleščine, pa sem ga moral nekako delati na ta način, čeprav sem ga tudi po svoje, so ga z Đurotom kar zapeljala nekam. Ne, pa so bili pa te poslanci, ki je bil pa, ne vem, župan tam v Sodnem Vinu, tudi nisem jaz tak, ne, jaz nisem agresiven, neulikan tip, ne, ampak sem rekel, jaz ga bom pa tazga odlomil, ne, in sem ga tako naredil in sem ga do konca fural, ne. Tako da takrat so mi tudi ljudje govorili, če te jaz ne poznal, jaz bi te kar na gobec na ulici. Ne, tako so bili prasec, so rekli to. Pa so me ljudje poznali že prej, ne, iz vlog, ampak sem jih očitno tako prepričal, da so kar rekli, to ste pa res prasec, ne. Pa recimo naprej, najni mostovi, recimo, tudi tisti poslanski je bil nek Boris Jukri, tudi spet bi lahko rekel, da sem jaz, pa nisem jaz, ker pa tak cincar pa nisem. Nimam rad cincanja v življenju. Če se nekaj odločimo, premislimo, speljamo, ne. Tako bi rekel Dončić, če mažemo, zmažemo, ne. Bam, jaz ne znam to, ko bi ti pa mogoče, ne. On je bil pa skozi neki cinco, recimo to. Pa je pa zdaj ta zadnja, ki smo jo pa delali, so bile pa pol tiste komedije, ki je bil pa, ne vem, Sekerca umet, sem bil en Hurenc, ki je mogoče tudi malo v mene enega norca tazga, ne. Pa še to, ki pa je še ni pošlo niti na televizijo, je na Vojec sam, je pa za hribom sem pa Dolenci, ne, da sem en dolenski župan, ki pa tudi nimam pa nobenega Dolenca, ne. In sem nekako moral razviti tega Dolenca, ne. Tako da ne vem, a je tlele, kaj Jerneja not ali ni, ampak vseh pa sem, ne, pravzaprav, ne. Vam je kdaj kakšen lik res na živce že po tolikih igranjih? Ne. Vse imate radi. To se pa nisem nikoli pustil. Seveda bi najhujš res sta bila recimo Pšemek, ampak pa res največji bubble je bil Mercatorij, ne, tak, da sem nastopal posod. Od, ne vem, gasilskih veselic do proslav skozi mal resno, pa še Mercatorij, ne, ali pa na ne vem, sindikalnih žurih. Ne, ogromen, ampak nikoli si nisem pustil, da bi mi šel na živce, ker sem si vedno rekel, hvaležen bod, zgodil se ti je, vsak igralec želi biti prepoznaven, razprodan, goni bicikl, nimaš kaj, šibi ga. Ste šli s tokom, ne? Nisem šel, nimaš kaj. A čemu pripisujete ta velik uspeh? Trdemu delu, uspehu, kombinaciji vsega, mogoče
priimku tudi v kakšnem segmentu? Je bil priimek kdaj teža vaša? Ja, je bil. Sploh na akademiji na začetku, moram reči. No? Ker oče nikoli ni bil, tako bi rekel, množično popularen, on je bil umetnik in cenjen kot resen človek. Tako da tle sem se lahko sam prebijal. Mogoče na začetku je bilo malo, ko sem se pojavil na akademiji, pa tako, ko te začnejo tudi profesori, pa kolegi, ko te začnejo gledati preko očeta. In sem že takrat jaz hitro dojel, sej ne, da bi bil tako, mogoče, sem pa bister, sem pa hitro mogoče dojel, da bom moral res svojo pot užgati. In sem to tudi hitro naredil. Dočim kakšni moji kolegi niso, so bili zelo dolgo podobni svojim očetom, ne bo v imenih, pišejo se pa... Kar povedal. Ne. Tako da sem hiter jaz verjetno dojel, da moram en svoj ta, bi rekel, modus vivendi, pač ta najti, svoj kredo. In mislim, da mi je kar uspel, da sem šel čisto drugo zgodbo kot oče, drugačen, pa tudi karakterno sem jaz tudi drugačen. Tako da že to mi je šlo, da nisva si karakterno podobna načeloma, da sem lahko jaz potem speljal drugam. Tako da je bil tudi mogoče na začetku, ampak nikoli bi rekel kakšno sidro ali pa kaj tako, da bi me prav obteževali, da bi mi pa kakšna vrata odpirali, to pa tudi verjetno pa tudi kje zaprl, kaj pa jaz vem. Tako da mislim, da imam kar čisto vest, da sem prebil to svojo pot mirno in uspešno. Pa je pa oče z bratom vseeno malo usmerjal, da pojdite ven, stran od igralstva, ampak pri vas se ni šlo. Ja, oba dva je že, to še kakor zelo inteligentno, ker sem bila manjša, da je že v biologijo usmerjal pa to. In pa sva, se moj brat je ostal, on je arahnolog, on je svetovna marka, po mojem eden od prvih 3 arahnologov na svetu. Tako da on je ostal v tem in tudi je res zapisan v Guinnessovo knjigo večkrat, jaz pa še niti ne. Res? Ja. Jaz pa pač verjetno tudi ne bom, razen če bom kaj, z Bartinom naredil, ne. Tako da pač on je ostal in lepo razvil to biološko zgodbo. Jaz sem pa tudi najprej mislil, in sem najprej lovil metulje, zbiral sem metulje. Tudi na Biološkem inštitutu gor je bil tak, tudi za te amaterska, so vodili gospod Karneluti, pa to so vodili za te amaterje, tako otročki, pa mladi, pa starejši, je bilo entomološko društvo, ki so ga vodili prvaki slovenske entomologije. In jaz sem tam bil nekaj časa, pa sem šla na gimnazijo, sem šel tam na Bežigrad in na vroslovno-matematično, takrat v bistvu sem pa bolj družboslovci, ampak sem bil na Bežigradu, sem naredil Bežigrad, ga naredil in se pol vpisal na biologijo. No, pa sem pa le dojel, da mogoče pa le to nekako, pa čist ni. Ampak še nisem vedel. Mi smo imeli takrat po gimnaziji, takoj po srednji šoli, si imel takoj sprejemne in pa smo šli v vojsko. In jaz sem šel v vojsko. In jaz sem v vojski začel razmišljati, mogoče pa jaz vem, ker sem pa skozi vedno nekaj igral. V prvem letniku so me še povabili, drugega tudi, tretji sem pa že sam nekaj organiziral, četrtega sem pa tudi že sam naredil Butenskalo in smo jo igrali v slovenskih, po ljubljanskih gimnazijah in to. Tako da sem vedno bil nekje v igri, No in pa je tam vojska malo, tam nekako zoriš, Zorel si, 1 leto si bil v tujini, drugje, med tujimi ljudmi. Delal si malo na sebi, duševno, delal si malo fizično na sebi. Jaz sem imel srečo, da smo se kar dosti nekaj učili, da nismo zgubljali prav časa, pa da smo prav puzali, pa da smo streljali. Da sem se marsikaj naučil, takrat tudi. Pa sem prišel nazaj, pa sem začel biologijo in smo se dobro začeli. Glih zdaj smo imeli, lanskrat smo imeli eno srečanje, po ne vem koliko cajtov s temi biologi. In smo se dobro, še zdaj se vidiš, da smo se dobro ujeli. Prvo tam smo na prijateljstvo naredili enih par. Ampak jaz sem pol videl, da to ne gre, da to je isto kot gimnazija. Jaz sem začel isto kemija, organska, anorganska, fizika, matematika. Jaz sem hotel biologijo študirati. In točno prvi letnik je tisti, kjer te vržejo, da je ta osip in grejo res pol biologi naprej. In tlele sem jaz v bistvu padel, ampak sem imel kar prav. Jaz sem pa sicer je bila glih 91, je bila vojna, sem bil poklican, tako da načeloma bi lahko
Sprejemci so bili zamaknjeni v avgust, se mi zdi, ali kako že. In bi lahko načeloma, tudi če ne bi naredil sprejemnih na akademijo, bi lahko šel naprej, ker sem vojak, bi lahko šel naprej v drugi letnik, čeprav nisem naredil nobenih pogojev. No, ampak sem naredil sprejemce na akademijo, no in pa se je pa stvar tako obrnila, tako kot smo zdaj. Kot je dan. Kakšni pa so spomini na študij? O akademiji veliko zgodbic kroži, kakšni so tam pristopi, kakšni so vaši spomini? Ja, jaz moram reči, da sem tudi takrat rekel, no, sem bil eden prav res redkih, ker sem hodil na vsa predavanja, ne. To je res, akademija je lahko tako, lahko si vzameš na izi, lahko ti pa da velik, ne. In zdaj tudi kakšne kolege kdaj slišim, se piti, ta akademija nič mi ni dala, ja, zato ker nisi vzel, ne. Ni hodil na predavanja, niso hodili tja. Jaz sem na vsa predavanja hodil, teoretična, praktična itak si moral, teoretična bi pa lahko kot študent malo šprical, ampak jaz sem se rekel, jaz sem hodil kot na srednjo šolo. Jaz sem hodil na predavanje zjutraj, če je bilo ob 8, sem bil ob 8 na predavanju konc. In se mi je očitno obrestovalno, ker takrat sem ogromno stvari izvedel, profesori so bili tudi dobri, veliko sem prebral, takrat tudi vse, kar so dali, načeloma sem prebral in seveda to pol pusti nek fundament, na katerem lahko pol gradiš. Ne? In jaz sem imel po mojem dober fundament po akademiji in sem ga v bistvu sam nadgrajeval. No, zdaj, da se hvalim. Lepi časi so bili, no, lepo smo se tudi imeli, tudi letnik smo bili fin, dobro smo se razumeli, tako da res smo bili prav prijatelji. No. Tako da fajn. Zdaj sva še zmeri iz tega letnika sva z Tetičkovičevo, za Alenko sva skupaj v teatru. Ja, sošolka bila, so še v teatru. Drugi so pa po teatrih naokoli, mi da so pa tak, tam bila in še zdaj že kar tudi 15 let, 20 skupaj. Zdaj, danes smo veliko izvedeli o vas. Jaz za ta del otroških knjigic sploh nisem vedela, ampak sodelujete pa, delujete na številnih področjih, tudi sinhronizacija risank je taka ljubezen. Jih je že 100? Ja, že? Ja, zanj je bilo 100. Zanj smo glih na teh milijonih, na 4 milijonih, ali jaz baraba 4, no. Na 4, jaz baraba 4 je bila moja 100. Pa so bili že vmes, je bil že 101, je bila že, so bili Transformerji in zdaj pride pa še premiera Divja robotka. To se bilo 102, ne. In ta okna, o katerih sem prej govorila, ne, so kar 3 projekti zdaj v jeseni, ki jih moram narediti, ne, od Disneyja, Mofase in tako naprej. Tako da ja, to je, so že kar deleč pol čez 100 hitro, ne. 100 režij govoriva, ne. 100 režij celovečernih filmov, to je res, to noben v Sloveniji nima, da mislim, to res lele sem in oral ledino in ne vem sploh, kako, če bi zdajle mogoče nehal, ne vem, kdo bi lahko hitro tako prišel do take številke načeloma, ne. Ker to se je začelo 2003, dobro, 2004 sem jaz že tudi igral, 2005 sem pa že imel prvo režijo Morski deček in deklica iz lave, to je bilo tako malo igrano, animirano. No in pa se je naprej, in pa so me povabili v studio Ritem, da bi ti režiral, ker sem bil takrat svobodnjak, sem rekel, ja pa bi, ker so videli, da se znam z besedami igrati, da ljubim slovensko besedo in da jo seveda tudi znam uporabljati, ne. No, marsikaj je šlo težko skozi, recimo od 2.5 do 2.8, recimo. Je bilo zelo, vsaka risanka, ki sem jo naredil, so me neki novinarji, kolegi, so me klicali, pa, ja, kaj pa je to? Kaj pa jih je tako zmotilo? Ja, slovenske sinhronizacije. A dialekti mogoče, opažam, ne? No, tudi. Dialekt je ena taka stvar, ki ste jo najprej sploh to, potem pa dialekti. Ker dialekte sem si jaz drznil upeljati, ker je to, pa dragi moji, pa to je neka najlepša stvar slovenskega jezika, so naši dialekti. Jaz ne zastopam, kaj jih je to tako motilo. Seveda sem zdaj to premagal, tako 2.8, no. 2.8, 2.9, se je pol to nehali in se je začel dojemati, da ja pa sej res. Seveda ti moraš vedno vedeti, kako dialekt uporabiti, prav ga slišati, pa da ni žaljivo. Ne more biti, jaz nikoli nisem delal iz žaljivga. Če prosto kdaj kakšne, ja, Štajerci so vedno pretegnjeni. Ne, ni res, če je en tak pa tak. No in potem so me vedno
sploh v slovenščini, pa še takoj v dialektih so me krcali, ne, kaj pa je to treba. In sem jih jaz pol vedno sam nazaj vprašal, a pa vi govorite angleško, ne? Ja, ampak slišite pa ne? Kako? Se prav gledate ameriške filme in namislite, da ameriški filmi, ta vrhunski, da so v nekem v slovničnem, bi rekel, tako, kot imamo mi pogovorni jezik, uraden slovenski, a da imajo oni tudi? Nimajo. Vsak njihov igralec govori v svojem dialektu. Ampak ljudje tega ne slišijo. New Yorkčani imajo svoj dialekt. Če pogledate te ameriške, te mafijske filme, oni imajo, I didn't do that, I wanna do. Oni imajo tako globok nek, ne. Pol ima, LA ima čist drugač, ima dude, ima več neki to, pol ima Boston, ne. Se pravi, vzhodna obala, zahodna obala, center noter, da ne govorimo o teh hillbillyjih pa to, ne. In tudi če je hillbilly, on ne govori neko kao angleščino, ampak govori svojo, ker govori iz Teksasa, ne. In so začeli pa ljudje razmišljati tudi vse to, kar smo takrat po teh intervjujih, no in se je potem res to nehali, te prav napadi, moram reči, tudi časih žaljivi, kaj se zdaj to gre kontner, ne. Tako da moram reči, da to smo premagali in je v redu. Tudi ljudje vedno bolj, tudi, ki so recimo slišani noter, Dolenci ali pa Gorenci, ali pa to, Gorenci so vedno škrti, pa neki eni kmetje, ne. Ja, pač tako je, zato ker je tam, ne, ker v tem filmu, ne vem, je tam Škot govori, ne. In pri nas je najlepš najdeno, seveda morate povedati, da tudi veliko stvari, kar sem jih jaz delal, jih moram delati z dovoljenjem. Jaz dobim od Američanov, mi imamo vedno conference call za eno risanko in Američanka, ponavadi vedno Jody ali pa Jonathan, ona dva vedno tam gresta čez projekt in povesta, tukaj, no, tale lik, te glavne like obdelamo, ne. No, tale, vidite, te glavni lik govori v bistvu Cockney, govori londonsko, kaj bi vi tle naredili? Imate kakšen tak, kot je Cockney London? Še ko imamo, čisto ljubljanščino, recimo, lahko daš, a veš, koliko imamo, v Trnovu smo govorili, ne, tako, in potem damo ljubljanščino, zato, ker ti tudi oni že sugerirajo, ne, pa rečejo, letele, ta družina je pa škotska, kaj bi... Imamo, ne, in se potem mi v studiu zmenimo, ja, to pa gorenjska družina, tile bojo gorenjska družina, ali pa koroška, ali pa, ne vem, ne, nekako tako. Tako da, ni samo, da jaz se spomnim nekaj, ne. Če pa se spomnim, pa vedno utemeljim, zakaj je tako. Zakaj nikoli se mi ni zgodilo, da bi sin govoril čisto ljubljansk, foter pa nekaj štajersko vleko. Tega ni, ne. Čeprav se tudi to že vedno večkrat dogaja. Kar je čisto možno. Ampak pač ni, no. To, seveda je, to se lahko zgodi. Celo zdaj se mi dogaja, da doživljam, kar nikoli nisem videl prej, da se je moje generacije, da so se razselile po Sloveniji, kolegi igralci, in so Ljubljančani, recimo, na drugih lokacijah, in njihovi otroci govorijo lokalne dialekte. Aha. Mi dva se dobiva, recimo, govorijo po ljubljansko, ker so stara kolega in igralec kolega, pa prije sin, pa čisto pa primorsko. Tata, gremo, da bomo cevali žogo. A ne, kako? Je bilo obratno, ne, da so prišli ljudje v Ljubljano, so govorili štajersko, otroci ljubljansko, ne, recimo, kot mi, ne, kot pri nas. Čeprav pri nas sta oče pa mama, oba dva fotor igralec, mama profesorca, sta oba dva hitro izgubila dialekte, ker sta se morala ukvarjati z jezikom in imata tudi posluh in sta v bistvu v tej, to, kar imamo, ta knjižna, bi rekel, pogovorna slovenščina, no, v tem rangu. Mi, da so pa Ljubljančana z bratom, pač so Ljubljančana, ne. Tako da, ja, no, to so te zanimive stvari z dialekti in risankami, no. Kako pa izberete, kdo bo odigral kakšen lik? Aha, to so pa... So to audicije, ja. To že v glavi vam tli, kdo bi tako bil? To je tudi en kup enih dogovorov, zato je to, tudi mi kdaj kakšen kolega reče, da je spomnil name, ali pa kolegica, ne. Ja, en kup enih interesov je, ne. Vse je veliko igralcev in igralk,
vlog pa ni tok, ne. Potem so studio ima svoje neke prioritete, naročnik, se pravi, bi rekel, te distributerji imajo svoje neke, zdaj tudi vedno več influencerjev ali pa recimo amaterskih igralcev, ki so odlični. Ne. In tako nekako se pol kroži. Jaz pa pač, ko pogledam, ko dobim te voice teste, klipe, imam neke svoje ideje, neke približke, ne, da vidim, kjer kolega ali pa kolegica bi lahko bila, potem so pa to neka usklajevanja in potem moramo po 3 posnet za te glavne like in jih poslati v Ameriko in oni potrdijo sploh, kdo bo igral. Še vedno so oni odločili. Ta zadnja. Vsi smo imeli dolga leta, zdaj se spet malo nekaj to pozabi. Ne vem, zdaj treba, na vsakih 10 let je treba obnoviti, ker smo na začetku so mi zavračali ljudi, ne, to ni tak, naš glas je tak, pa ne morete pri nas loviti voice matcha, ne, se reče. Ne moramo voice matchati, ker imamo premalo igralcev, pri nas je 300 igralcev plus minus. 300 igralcev je v Sloveniji, ni 30,000, kot jih je v Londonu ali pa ne vem, ne. Ne moremo, nimamo možnost, poleg tega mi nimamo črnskih igralcev. Ne more biti črnski glas, ogromno črnskih je, ne, ženskih in moških. To ni, gledajte, to mora biti črnski. Ja, pa ni. Ne, in potem so oni dojeli, da je pri nas tega ni tako. In potem je nekaj časa bil mir. Zdaj so pa spet neki, to pa se upada s tem day-hirejem, ne, se to je tudi ta vok, ta, bi rekel, prebojenska muha, enodnevnica, bi rekel, z day hirejem. Day, diversity, ethnicity, inclusion. Day hire, najetje. Ne? Z day hirejem oni tudi nas obremenjujejo, namreč, se pravi, inkluzija. Dajte šanso, pa kar oni povejo, mogoče ta vloga, pa ta vloga naj bi bila day, da bi kar mi morali tujce zasest, ali pa ne, spet ni take situacije. Ne. V Ameriki je verjetno en kup enih arabskih igralcev, črnskih igralcev, ki niso Američani, govorim, ne, ne vem, kakšnih iz Južne Amerike, ki so igralci, pa se pač priuči angleško. Pri nas je taka klientela, ki prihaja zdaj gor, ki niso igralci, ne morem nekam iskati, ne, in potem spet tu razlagati. Mi ne moramo ne morem jaz dati enemu Jožetu tam, ko pride iz ulice, pa vlogo, pa kva je z vami? Ne? In pa spet se nekaj prerekamo, ko imamo čisto drugo situacijo z Američani. Ne? In pa spet se vračamo na voice match. Pa nismo pred 10 leti že to razčistili. V bistvu veliko je enih pogajanj. Skos nekaj, no. Kakšen šef pa ste v studiu, verjetno takrat pa morate prevzeti neko šefovsko vlogo. Ja, seveda, kot režiser. Ne? Ja. Zdaj, režiser je lahko se smatra kot šef, lahko pa tudi ne. Lahko je samo kot vodja, kot usmerjevalec. Ne? Zdaj, meni kolegi vedno bolj zaupajo mi, no? Ker vidijo, da imam smisel, da imam posluh za jezike, da imam smisel za dramaturške loke. In še to je treba povedati, edini kot režiser, jaz lahko pogledam risanko. Jaz sem podpisan, ker to je tako zavarovan, to so taki postopki, da samo režiser lahko pogleda risanko. Noben od igralcev, ki prije delati, ne sme videti. Ne vidi v celoti. Šele polke na premjeri. In tudi jaz, ko dobim v bistvu črno-belo velikrat še kar tako malo narisan, kar nek, ne. Tako da niti ne vidim, in pol na koncu šele vidim, recimo vse v barvah in tako, ne. Usta so pa narejena, ja, tako da lahko ta lip-sync, ki sem ga pri nas razvijal, res, mislim, da sem ga perfural do maksimuma, polaganje na usta besede, ne, to pa je narejeno, tako da to vidiš. In tudi to se vidim zdaj v teh 20 letih, ki delam, ja, letos je 20 let, kar režiram, ja, 2-4. No, vidim, kako se tudi to razvija, ne, vedno so dobro oni usta delali, boljš kot bi rekel, TV risanke, ne, ki so hitrejš delane, pa vse. To je film, to je 1:03 filma, ki je tudi dražji in je pač vse bolj kvalitetno narejen. Ne. No in tam sem videl, kako se je, recimo v zadnjih 10 letih to zelo spremenilo. Kako se je to, da so res tudi ti liki, ker
sprot smo videvali, ne, risanka, pa je bil pa kakšen igrani film, ki smo ga sinhronizirali, koliko je bilo težje igranega sinhronizirati, kako igralci po svoje igrajo, ne, pa nekaj to potegne, pa tisto je bilo vse nekako pravilno, je bilo detaljno, no pa se je pa to vedno bolj zlivalo, da so zdaj v zadnjih 5 letih usta, kot da bi človek v živo govoril, usence, neverjetno, no, to je res mojstersko. Mogoče kakšna pomoč umetne inteligence? Ne vem, a oni to delajo ali ne. Ne vem. Možno. Sej se bojim, ne, bojim se, kako bomo mi zdaj to sinhronizirali. Namreč, vse duhovito ne bo, ne, zdaj, če bojo oni dali na umetno inteligenco pa tem programom, ne. Ker načeloma oni lahko to naredijo, ne, lahko tistega svojega, ne vem, recimo De Niro igra in De Niro v slovenščini pove, ne. Z njegovim glasom v slovenščini pove. Zdaj pove pač tisto, kar prevede, ne bo verjetno tako duhovit, kar je pa glih pečat mojih risank, ne. Da mehno jaz v svojo zapeljem, seveda znotraj tega, bi rekel, kanala, ki mora biti, ne, ampak jaz po svoje malo obrnem, dober prevod dobim in ga pol še malo poduhovitim, da je za Slovence zanimiv in smešen. Da se odrasli smejijo, ne, to ljudje opažajo. Otroci gledajo eno zgodbo, mi se pa smejimo vašim štosem gor, ne. To je, ne. Tega recimo ne bo, če se bo šlo na te AI. Ker pač oni bojo korektno povedali, to je to. Nič ne more on komično obrniti v slovenski jezik, ne? Ali pa bojo, jaz ne vem. Ja, zanimivo bo spremljati, ne, ta razvoj. Ja, naju je pa ura pripeljala, ne, počasi do konca. Jaz imam pa za konec, za vsakega gosta vedno pripravim 3 časopisne naslove, ki so plod moje domišljije, potem pa z gostom predebatirava, če je možno, da bomo to kdaj brali. Jaz tako malo napovem prihodnost. Okay. Ja, zvrtim. Malo začaraj. Dobro. Prvi je takšen, Jernej Kuntner se vrača z legendarnimi liki v eni predstavi. Da bi vse te, predstavljala sem si tako, da bi vse te legendarne like združili v eno urno komedijo. Je kdaj bila kakšna taka ideja? Ja, se je. Monokomedija. Imam, sam nekako nisem pol nikoli štartov, ker je težki časi so, moram reči, no. Moraš imeti veliko zadja v medijih, da sploh pride ven. No, sej igram, ne, recimo od leta 2019, recimo pa pol malo v koroni, ne, pa pol sem naredil roka tako, ne, in združil noter in vse moje umetniško delovanje, ne samo te moje like, ne, Šemek, Merkatori, pa to, ampak tudi umetniško besedo, recitiranje poezije sem združil v en lik Patra Žitnika, ki piše v enem skriptoriju, ne, ime Rože pa tako, ne. Mam, tako da to načeloma ni daleč od resnice, sam nikoli nisem šel prav v promocijo, kdor zve, kdor vidi na Instagramu mojem, ker na Instagramu sem aktiven in pol to objavim, ne, in pol lahko ljudje sledijo, kaj se meni real time dogaja, ne. No, in tist pol vidijo, ampak nisem šel pa nikoli tako, da bi šel v reklamo ali pa da bi šlo tako na časopisne naslove. Ok, torej mogoče nekoč. Drugi naslov je pa takšen, o prostem času sva zelo malo danes govorila in sem si predstavljala, da mogoče bomo pa kdaj brali tole: slovenski igralec se selil v hribe, vodil bogorsko kočo. Da bi šli, pobegnili od tega ponorelega sveta. Vem, da se radi zatečete, ne, v hribe. To ste zadeli žebljico na glavico. Ja, vedno večkrat se umikam v planine, v eno kočo tam imam in se umikam pred ljudmi, da ne bom jaz tega rekel. To je rekel Ingmar Bergman. Ingmar Bergman je rekel, vedno bolj sem razočaran nad človeško neumnostjo, zato moji dnevi potekajo v osami. In tudi jaz se vedno večkrat umikam v osamo in tam najdem veselje. In tudi ta ideja je bila že malo kdaj na mojem zelniku, da bi neko kočo vodil in tam bi jaz bil srečen. Pa mogoče kakšno predstavo, kar v koči odigrali. Bi bil pa mogoče najbolj hecen oskrbnik koče v Sloveniji. No, se veselimo, če se bo kdaj to zgodilo. Potem pa še tretji naslov: Jernej Kuntner odpira svojo igralsko šolo. Zdaj, kolegi igralski to večkrat naredijo. Ja. Ste imeli kdaj kakšno tako idejo?
Da bi mlajšim generacijam. Ja, to je bilo pa tudi, ampak to je bilo seveda tudi pred vašim časom, ker ste premlada. Ko sem še takrat sem imel, jaz z enim partnerjem, sem imela plesno in igralsko šolo v Domžalah. Aha. To je bilo 3-4 leta, potem sem to prodala, ker sem jaz videl, da enostavno ne zmorem. In tudi znotraj te plesne šole sem jaz vodil igralski tečaj za otroke. Kar je bilo uspešno, ampak jaz sem enostavno jaz sem imel preveč dela vedno in enostavno, se veste kako je, za vsak posel moraš biti zraven. Enostavno, jaz sem bil preveč po cestah, po gledališčih, po snemanjih, da bi lahko še poslovno vodil vse to in sodeloval in predaval. In sem videla, da je to najboljš, da zapakirava, prodava in to je to. Eno obdobje je bilo lepo, ampak mogoče pa res Bog daj, no, ker vedno starejši si, vedno bolj bi rad predajal neko dobro znanje, ampak vem pa, imam izkušnjo, koliko je to v bistvu, koliko je to težko, koliko je to krvav posel, pa mogoče bom preutrujen, ko bom bliže penziji. O otrocih vaših nisem nič govorila, one dva ste izognila tem igralskim vodam, sta našla vsak svojo drugo pot. Ona da sta pa oba dva, ja. Rok je klasični filolog, dela doktorat gor v Nemčiji, Lina je pa tukaj diplomirala, se pravi magistrirala in dela na A1. Evo, tako da je tudi pridna, se pravi HR, Human Resources, to dela ona, kadrovski management, no. Tako da kot bi vaš oče rekel, ste si našla prava poklica. Tako, to je naš fotor govoril, ja. Da najdi si pravi poklic. Jernej, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, vse dobro vam, in pa upam, da se še kdaj vidimo. Hvala lepa. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.